Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. In je tudi petkovo jutro mimo. Konec tedna, oziroma vse delovnega tedna. Zelo. No ja, zanajo, če ne drugače. In se mi zdi, da če obstaja izjava tega jutra, oziroma trditev tega jutra, glede na to, da bo danes res lepo vreme, 21 stopinj, sonce in to kliče po tem, da se zahaklaš po službi. Nujno, jaz igram danes na vse zgodaj zjutraj povedala, da če gremo ob 9, pa se fajn zraven naredimo, smo že ob 11 čustveno. Ja, in če pride tisti standardni klic, jaz da imam tako. Ja, imam tako rad, da danes ko prijem, da mu tim povejo, res, veš tak, da imam rad, poj pa tim povejo, ti bom ko prijem, res tim povejo, ti bom, glej, tako tu zdaj stojim, kaj, kdaj prijem? Pa, no mislim, pa ko pride, vse veš, samo v teden pa tako povejo, veš. Ima se ti že zgodilo, kdaj to? Ne. Si premlada, ne še nakličejo, ne pišejo. Brez samoglasnikov. Torej, pa to je seveda samo ena od stvari, ogromno zanimivega smo imeli danes, tako da vabljeni, da prisluhnete totemu podcastu oziroma podcastu totega jutra in imejte lep vikend. Čudovito vreme je napovedano, danes je oni petek, veš, ko se bo verjetno marsikomu zgodilo, da se bo po službi malo zataknil. Veš, ko je fertik, pa čuješ, da gremo še na neki kafe. Ker bo, ja. Pol pa ob pol 10 zvečer čuješ ljubica. Vse veš, jaz te vam tak rad. Vreme je krivo. Te vam jaz rad, jaz te vam, veš kaj sem ti povedal, veš kak, jaz sem tak, jaz te vam tak rad. Večkrat gre v čustveni stil. Ja. Poznaš to? Si že kdaj doživela na taki klic? Ja, kdo pa ni. No. Da veš. V Mariboru se to pač zgodi, ne? Bi rekel samo tako, da pač neplanirane in spontane stvari vedno najboljše izpadejo, kakorkoli obrneš. Res je. Tako da jaz sem zano, vi pa kak čete. Gremo torej? Ja, ne. Zakaj ne? Že ob pol 10 dni od 9, ko je fertik toto jutro, ob 11 se že joče. Vi dva bolj hitro zaključita, ne? Mi smo ima tak idealni delovnik. Ne, samo pa če krenemo, kot se spodobi, tako, ne? Za lepo vreme. V meso, kot ti reči. Kaki so kaj plani za vikend mimo grede? Ja, Weber se bo odprl prvič, ne? Pri meni to tudi. Sigurno. Jutri sem na en rojsten dan povabljen. Ne morem verjeti, pa se vidva zavedata, da je 17. april. Ja, so ti imaš nadstrešek. Ja, pa se vseeno. Pa teraso. Ja, in? Ja, no, pač, glej. Ja, pa se pa koj greš, tak pa pečeš. Pa dobro, zakaj nisi zadovoljna? Pa ne mo greš. Ja, če dobeni peko. Ja, pa kaj do... Jeger, ja, če nimate vi v Lovrencu placa za žar postaviti celo leto. Imamo. Ja, no, torej. Ja, no, samo pač nismo. Torej le noba. Slabo. To ni na hitro, veš, kaj mislim, to mora biti priprava. Ja. Na hitro ali počasi, glej, žar vedno pa še. Sej žar, ja, ampak jutri bo pri meni tako, da bo več ljudi, to je drugače, veš, ko je res pravi piknik, ko pride ljudi, ko se odpre nazaj počesani, Ja, pa ko če zraven pri žaru stojiš, pa si si na pametni, koncu ker je tako dneva ti ne peče, samo si vseeno pametni, da po moje bi že mogel počasi obrniti. Naj pogled, no, Na ko se koncu ti dneva malo si še. za beg vreč, ne, od dima. Kaj so najboljši pikniki oziroma kak se večkrat zgodi pri nas, ko pri svaku naredimo, te pa najprej svoj žar pa to, pa pol običajno so neke dobrote še sirove narave, iz pečice. Pol pa veš tako, se še malo meniš, pa to pa reče, čuj, veš kaj, jaz imam testo, peraj. Pa te še neke pice naredimo. Pol pa se kotam domov, to je to. To smo se preverjali dan. Samo cajci moraš vzeti, pa je lahko življenje res lepo. Zdaj pa ena druga legendarna tema. Starship smo poslušali, tu pa so dileme študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z Ema, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, kak je smatrana, kot da bi tuja z avtobusom prišla. Po stari cesti. Kak je?
Gre. Aha. Živim. To je dobro. To je dobro. Ok, na seznamu tvojih dilem še ena, s katero se ubadate v generaciji Z. Tudi ta je, bomo rekli, ker skozi vse generacije in skozi vse čas so se v bistvu ljudje verjetno to isto spraševali. Tako da niste tak fejst unikatni. Smo. Ok, dobro. Ali ljudi prehitro obsojamo na podlagi prvega vtisa? Ja. Ja. Jaz, ko pridem v prostor, Takoj. Bolj težko spremenim to mnenje. Viš, to je narobe. To se že oseba oblikuje potem. Moraš dati priložnost, ne? Ja. Ker je, veš, eni so nerodni pri prvem vtisu, lahko pa da so v resnici taki cukri, da bi... Res je. Ne? Ne. Ne Ok, vem, zdaj pa že samo... dobim taki odboj od sebe. A takoj? Aha, Veš, ker si tisto- ti že postaviš takoj pa... Ja, tako je. Ker ti moraš vedeti, če bi mi po prvem vtisu ocenjevali, Jeger nikoli ne bi delal na tem radiju. Ja, res je. Ja, priznaj, ok, zdaj pa povej. Priznam. Prvi vtis, ko sva se midva prvič dobila na sestanku, sedel je tam v... Vse ne rabimo tega obnavljati. Ja, vse lahko obnovim. Zdaj pa, če se že meni, te zanima. Mene ful zanima, No, moram vidiš. vedeti. Bilo je, kak je že se reče tam tisti gostilni? V Tamu. Tamo, noter. Tam pap, tako. Tam pa gori na terasi. Jeger je bil malo prej tam, jaz sem prišel, sedel je, ko kupne sreče. Je res. Jaz sem sicer svoja igra že prej poznal, ampak tako bolj bežno, ne poglobljeno kot zdaj. Jaz sem tako prišel, da sem je bela cesta. Kaj te? Nisem sedel. Koliko materijala. Ja, koliko je taki kup. Absolutno nisem tak sedel. Glasa ni imel. Bil je Res? Heripov, ja. Ja, takrat sem bil, ja. Ful dober razgovor za delo na radiju. Ja, res je. Vrhunsko. Pa tak, veš, nekaj. Tako stara cirkularka. Predstavljaj si, da prideš v avtosalon kupiti avto, pa nimajo enega avta. No? Tako približno je bilo to. Dan je verjetno že bil upan, da bomo sama zjutraj delali. Pa ne sram. Ne, pa Pol je tako je bilo. mogel vzeti. Ja, in pol, dobro. Je imel enih par drugih atributov, ampak pravim ti, morala sma priti do tja, ker če bi po prvem vtisu sodo, Ne bi. ne. Ne. Si se naučila kaj iz te zgodbe? Ja. Zdaj pa glej, 700 neto, pa 7 dopustov na leto. Ja. Si malo rekel. Tu je tudi naša študentka Ema, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Drugače, mi imamo vikend bolj kot nesplaniran. Ema, ti? Mam, ja. Res? Ja. Boš tu betonirala, tako Jeger? Ne. Ne? Zakaj ne? To res ne navadno, to pa jaz nisem Ampak pričakoval. pa bi probala. Mal, resno? Ja, Izvoli, pridi. Tako beton mešaš. Ja. Samo da mi ne boš preveč redkega delala, pa tudi ne preveč gostega. Koliko se A res? meša? Ja, ne, bomo videli, ali 3-1 ali 4-1. Videli, kako 3-1, 4-1. Kaj to imate bolj za šajtrgi zmešati ali že gruška? Ne, mešalec. Mešalec. No. Mešalec, Mešalec. Ja. Samo za mešalec rabiš lopato, Ja. pa pridne roke. Ja. Ker ni zdaj, če si pri mešalcu, samo da ti razložim, če te bo kdaj kdo res povabo betonirati. Če ti reče, če ima ti pa si pri mešalcu, to ne pomeni, da si zraven, pa gledaš, gledaš, pa kako se rečeš, suče? je, pa samo bum sipaš. Ja. To pomeni, da moraš not metati, pa vodo, pa vse, ne? Na se magično samo zmešano. Imaš pa mišičaste roke. Te pa mogoče ne, ne? Ne, pol pa ne bi. To pa ne bi. Lahko šajter go voziš. Ali pa Kako zraven, gleda, ali pa zraven pa še dve stvari, ne moraš paziti, da če ti kdo reče, če imaš gvihte za vaser vago, jih ne najti iskati. Pa če ti rečejo majstri, če imaš vsaj te kako mokro brisačo, da bi prinesla, ne. To pa je znak, da moraš prinesti za pito, ok? Ja, tako. Tako da nekaj smo se naučili. Dobro jutro. Dobro jutro. Tak je bilo fajn prejšnji petek, zdaj pa pač spet tu. Matičkove raziskave. Gnjavator v akciji. Ma sploh ni res. Dobrodošli v še enih najboljših, najbolj znanstvenih in zaradi voditelja tudi najlepših raziskavah na svetu, ko vas povabimo, da skupaj pogledamo v glave ljudi, ki delajo na tem radiju. No in tokrat smo šli tudi malo na Britov,
ne sicer dobesedno, ampak za vso to sodobno novo tehnologijo z digitalnimi zasloni, z umetno inteligenco, s hologrami in vsem, me je zanimalo sledeče. Matej, če imaš ti na Britofu digitalen zaslon na nagrobniku, kaj bi bilo gor? Definitivno vsakič, ko bi nekdo prišel mimo oziroma nežnejši spol, ne, bi se pokazal moj hologram in bi rekel, sem prije, nič ti nemam. Ana? Ja, vsakemu, ki bi šel mimo, ne, bi reklo, pusti jo pri miru, ker zdaj končno ima čas v miru počivati. To bi bilo. Da bi me prvi ljudi na miru pustili, da lahko spim zavedno. Anja? Jaz bi dala link do moje Anjine kuhalnice, zato da bi moji recepti vedno ostali živi. Saša? Ali bi samo pisalo gor, samo zaslon v izdelavi, ker še ne vem, ali pa bi se drlo vsakemu, ko gre mimo, daj no, kaj naj imam, pa daj no, pa kaj naj imam, daj no. Sandi? Po moje slika pa bo pisala, nič mi ni bilo, zdaj pa gled. Andrej? Naj kar lepo piše, kar bil je za radio, ne? Pa tudi kamera ga je imela rada. Pa šlagere je lepo pel, pa z glavo je migo ko Alfi. To naj piše. Andrej ni čistočno razumel, nekaj lahko bi... Tradicionalist je, tako, pri njem bi vseeno pisalo. Ne bi Alfijo hologram pel, veš? Ja, ne. Njegovo muziko, ven iz zvočnika. Ne vem, če bi Andrej bil za to, ne? Oziroma Andrej ni razumel, da bi lahko celo on bil na zaslonu, pa on pel nemške šlagere, ne tak, pa ja. migal z glavo. Ja. Ampak dobro. Marko, ko boš ti enkrat na Britofu, pa bi imel slučajno digitalni nagrobnik, ne, se pravi zaslon pa vse. Kaj bi gor pisalo, kaj bi se predvajalo, kaj bi bilo? Okay, tako nimam rad pozornosti za resni dan, tudi ob smrti ne bi rad imel pozornosti, tako da ne bom imel nagrobnika, ne navadnega, ne digitalnega, nič, samo trava bo, pa ne boste vedeli, ki bom. Tomaž? Jaz bi imel zraven Frasa grob, pa bi eno lepo zgodbo o njem pripovedoval in kazal, da tukaj leži, če ste se spraševali, tukaj leži Marko Fras. Vidite, da je trava 2,20 metra, drugi ima normalno. In bi tako lepo z lepim glasom njegovo vso kariero in vse, mislim, vse bi lepo, ne? Ker on ima rad to, čeprav govori, da ne. Lepo, dober prijatelj. Res je, njemu to povej. O, Dejan! Daj mi ti povej, če bi imel nagrobnik z digitalnim zaslonom, kaj bi tam gor igralo pri tebi? Ko bi kdo mimo prišel? Best of Martin Strel, zato da bi za vse večne čase se dalo jasno vedeti, da so še večji butli od mene tam zunaj. Ti ne? Veš kaj, jaz neke svoje slike gor ne bi dajal, da ne bi še po smrti strašil. Bi pa en taki mali senzor, veš, pa bi, ko bi šel mimo mojega groba, pa bi samo enkrat... Direktor? Ja, Škrat Wolfing. Ko bi kakšna starejša občanka prišla pa hotla ono baterijsko svečo prežgati, bi Wolfing samo rekel, kaj je stara, kar not. Zakaj bi kdo pričakoval, da bi tudi na tako mejno temo bilo normalno? Dobro jutro. Dobro jutro. Ok, zdaj pa gremo daleč nazaj, v leto 1991, ker vem, zdaj v vaših glavah, vaših mladih glavah je to še leto, ko se je okoli jezdilo s konji, zato tudi pač to glasbeno ozadje. Mislim, Eme mogoče. Meni je kar. Tebi je kar staro. Bil je 17. april leta 1991. 17. april, ki je tu danes samo 2026. In v Seattlu v Ameriki je bil en underground glasbeni klub, imenoval se OK Hotel. Okay. In tam je pač bil en koncert, relativno neznani bendi so tam nastopali. Mislim, relativno gledano globalno, ne? Ja. To so bili zametki, oziroma takrat se je že oblikovala tako imenovana grunge scena, ki je kar zatresla popularno glasbo tam v prvi polovici 90-ih. Tam so bili recimo Mudhoney, pa Ted, pa Mother Love, pa celo Soundgarden, Mother Love Bone, pardon, pa Soundgarden. In pa na oder so prišli trije posebneži. En blondni s kitaro, ki je imel narobe obrnjeno, en visoko rasli basist z dolgimi lasmi, ki je metal bas kitaro okoli,
In pa prav tako dolgolasec za bobni, ki takrat še ni vedel, da bo desetletja kasneje imel izjemno uspešen rock band, v katerem bo igral kitaro in prepeval. O katerem bendu govorim? O Nirvani. Ja, bravo, Jeger. Ja, tako. Kurt Cobain, Chris Novoselic in pa Dave Grohl seveda so prišli na oder in prvič v zgodovini javno zašpilali komad, ki je brez nadaljnega, brez da sploh kaj debatiramo, eden najbolj legendarnih vseh časov, začne pa se s tem legendarnim kitarskim rifom. Tako da 17. april 1991, rojstni dan Smells Like Teen Spirit. Za naglas dat, ne? Oja. Ja, veš da, če ima rojstni dan, kaj si hecni? In želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Petek je, ura je 12 minut čez 7, 2 minutki sicer zamujamo, ampak tako je življenje. Skoraj nemogoče vprašanje je tu. In naša tekmovalca, tezenska princesa kraljica Bakra, Ana Lakota, ki vodi za 5 točk, in pa naše oranžno-pohorsko veselje, naš pohorski Mowgli, Matic Jeger. Pa še oranžno jubco si je danes gordo gledati. Cel je. Za srečo. Pa še oranžno avto ima. Ja. Vse je oranžno. Tako. Dobro. Ok, tudi danes vprašanje z ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo Slovenke in Slovenci. Ali pač, to si pozabo. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora. Ali pač. Tako, Ana vodi za 5 točk. Ok, pazite, pač, ja. pri današnjem vprašanju se morata, ti Jeger se sploh zazri bolj okoli sebe, ti pa se zazri v sebe. Aha, torej o ženskah, dobro? Je. In sicer, ampak Jeger nima nobene prednosti. 60% žensk pravi v Evropski uniji, torej posledično tudi pri nas, da jih doma pri moškem največkrat in najbolj zmoti to. Kaj? Da je ne poslušajo. Deklo od WC-ja. No. Da ne poslušajo. Da smrči. 60%. Zdaj začnem sploh. Da jih Da pušča perilo, pa so to koli. Ne. zokne na tleh. Ne. Postelje, postelje. Da se meni s svojo mamo. Telefono 100 let, ne vem, pač provam. Ne. 60% žensk. Ja, najbolj doma in največkrat in najpogosteje pri moških. Da ne pospravlja za sabo. Da ne pospravlja za sabo. Hvala lepa, Ana Lakota. Kaj si tako dolgo rabila? Pardon, Kaj si tako dolgo rabila? pod pritisk ne spravljaš. Pa Jeger. Res, kaj, Jeger? Nehaj me gledati, ker se ogroženo počutim. -6, Matic Jeger. Naslednji petek Tiho bo se. eno bo moral dati neko avtomehanično. Ja, prosim, lepo. Neko gozdarsko. Se rekel, Ne. rekel, da ženske nimajo prednosti. Vala da imajo, če njo to mene to ne moti. Ja, ne, Ne. samo ziger poslušaš na to temo. Nisem rekel, da tebe moti. Samo ti veš, kaj njo zmoti. Ja, samo jaz imam selektivni sluh, pa to preslišim. To pa je bilo na drugem mestu, da jih najbolj zmoti, da jih ne No, poslušajo. Ja? vidiš. Ti si v samem vrhu. Spravljati začni za sabo, to samo. Ja, čestitke, Ana, glej. Hvala. +6. Oprosti, kaj ti lahko dam eno piko 2 ti dam? Ne. Dam ti 3, da smo Daj, izenačeni. jo, miloščina, to še ima. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Nekdaj, tako so že stari dedje rekli, je april veljal za najbolj muhast mesec. To nikoli nisi vedel, kdaj bo deževalo, kdaj ne. V zadnjih letih se zdi, da temu absolutno več ni tako. Ampak zakaj? In zakaj bi sami bili pametni, če imamo Gregorčiča? Nimam Ne. kaj dodati. Tako, Kaj pravi? Brane Gregorčič iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Torej, o muhastem aprilu, Brane. Na prehodu med zimo in poletjem je še v mesecu aprilu, recimo, da nad Evropo precej enih ostankov
hladnega zraka v višinah, kar je posledica tudi pač zimskega obdobja. Obenem je pa moč sončnih žarkov že kar velika, tako da sredi aprila že dosega moč druge polovice avgusta in v kombinaciji s tem hladnim zrakom v višinah ter močnimi sončnimi žarki potem seveda nastaja lahko kopasta oblačnost in nastajajo ponavadi potem tudi kakšne plohe, lahko pa tudi že prve nevihte. Ja, ampak v zadnjih letih se zdi, da se je to muhasto vreme bolj prestavilo na maj. Kaj pa pravi statistika, recimo, zagotovo jo imate? Seveda je tega v mesecu maju še več, ker je moč sončnih žarkov takrat še večja. Se pa ti vzorci, bom rekel, iz leta v leto malce selijo, mesec gor, mesec dol, tako da ni seveda tudi ta muhavost povsem predvidljiva, ne. Letošnji april je bil v prvi polovici meseca dokaj suh in stabilen, se bo pa v drugi polovici meseca to spremenilo in bo postal bolj nestanoviten. Težko bi govorili o sistematskem premiku, se pa opaža pač iz leta v leto lahko te razlike, nekega sistematskega premika ne bi upal potrditi. Ok, torej letos bo april, v drugi polovici bolj april, torej od drugega tedna dalje, ampak vseeno zdaj sistematske spremembe. Ali so za ta naša opažanja krive tudi podnebne spremembe? Na samo spremenljivost vremena dejansko ne vplivajo, so pa seveda temperature po Sloveniji v zadnjih letih v povprečju že tudi več kot 2 stopinji nad tistimi iz recimo minulega tisočletja. Ob višjih temperaturah je sicer potem lahko v ozračju tudi več energije za vremenske procese, tako da morda je nekaj povečanega števila neurij možnih, ampak sama spremenljivost vremena iz dneva v dan na našem geografskem območju je bila od nekdaj velika in ostaja še naprej. Ok. Pa če vas imamo že na zvezi, kako bo kaj vreme v drugi polovici aprila, torej do konca aprila, kaj nas čaka? Kot kaže, se bo vreme spremenilo nekje v noči z nedelje na ponedeljek, se pravi zdaj ob koncu tedna bo kar toplo, temperature okoli 20, tudi malo nad 20. Potem pa nas bo v noči na ponedeljek prešla hladna fronta in potem bo ves prihodnji teden nekoliko hladnejši, saj za kakšnih 5 stopinj ali celo malo več, tako da bodo potem dnevne temperature v prihodnjem tednu bolj okoli 15 stopinj, jutranje pa okoli 5. To bo nekako približno sovpadalo z dolgoletnim povprečjem za recimo ta letni čas. Ok. Brane Gregorčič je bil to, kak lepo pove, ne? Zelo lepo. Ko včasih po televiziji. Torej, bolje v naših glavah, da april več ni april, ne? Ja. Definitivno pa so više temperature. In da bo naslednji teden malo slabše vreme. Tako da uživajte danes, ko bo lepo. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jutro. Živeli. En stol je bil fraj in zgodilo se je, kar sem napovedal. Ja, tako. Ta-ta. Evo ga. Evo ga. Jo, petek je, tudi ni slabo. Dobro, ne? Ali lepo ti vreme veš, bo. Tine, moram ga zatožiti, ali ti veš, da je bil 3-krat že na dopustu letos, a enkrat še ni žara za kurblo. Kaj, a ti si ga? Jaz že parkrat. Če, Ja. res? Ja, kot je s tobo, je. Bravo. Medtem ko moram se pohvaliti, da sem jaz sezono začel 5. januarja že, ne? Jaz pa mislim, da je bil tam začetek februarja. No, evo, tako pravi začnejo, ne? Ja, v redu. Ja, nič, pač povemo samo. Lej, Zatožen si bil, zdaj pa dalje. V redu. Ti nekaj ekstra, ni razočaran, ker smo že tu, se popodno vlečemo. Tako da, v redu je. Jaz pač za sebe ali pa za 3 pač da, rad to Ja, nekaj ne. žal. 3, ja, nisi razumel, ne? Ja, kaj, da mi pridete pa vse požerete, ali kaj, ni šans. Ja, te bi kaj samo prinesli, ne? To pa te zdaj. Pa te vas poznam. Vsak en paket čevapov, pa ja. neki. Ja, Zato pridite, oglje, kaj? pa zato to oglje, pa te imaš, ne, ali nimaš? Imaš na oglje ali plinskega? Kak se mata Ana in Ema, dobro, ne? Jaz sem lačna, postala vmes, ko se Vse opladnik zdravo čevapov prijeta, minimo. vse te nema, mi je zdaj sama. odla. Dva jaz tu prenesem pladni čevap. Najprej gremo na Anin magični vrt, ne, ali kaj ima ona. To smo že obupali, pri tebi še vsaj upanje Ja, obstaja. pridite, kaj? Tine, kaj imamo?
A ja, jaz sem prižaril, sem študiral, kaj bi dal gor zdaj v tem momentu. Ne? Carsko. Ena informacija bolj za tebe, Ja? Oranžko, in sicer na Santoriniju so sprejeli nov odlok in sicer lahko osle jahaš samo, če imaš pod 100 kg. To bomo Ker ščitijo Bolj malo živali. jahali na Santorini. Gledamo osle mene, ne snima vez. Oslo bo tebe? Jo, to moramo iti na piknik. Ne? Veš, kako bo to? Je prav, ker sem zgubil voljo. Ne, to veš, kako bo tam. Koliko je koštalo? Oslovski. Tudi naša študentka Ema je tu, vsi skupaj želimo dobro jutro. Dobro jutro. Torej danes do 21, ta trenutek smo rekli okoli 10-12 celo, 12. ker zdaj, ko od notri ven gledaš te gostinske vrtove tukaj na glavnem trgu, koliko pač mimo Filca vidimo, ker spet popravljajo tlakovce. Ja. Tak se mi zdi, da veš, tak, če si čist tiho, tak čuješ, kak je Tejan, Jeger, Slišim. No, to sem čakala. tako kličejo, ne prav, da bi... No, žal še bo Malo treba na- kaj narediti prej. Na veš. vitaminček D malo, ne, da... Absolutno, kaj narediti prej? Delo počaka. Res je, noben ne bo delal na mestu tebe, kaj se sekiraš? Te pa vidva to direktorja, pol povejte, ko pride, ok? Se bo šel zraven. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. In danes je petek. A če se malo obrnemo nazaj na ta teden, kaj smo vse delavali v totih jutrih, ni bilo malo stvari. Ni bilo malo stvari. Jeger je recimo med drugim prvič v življenju spoznal nekoga, ki je osvojil Ligo prvakov v fuzbalu. To je včeraj Rene Krhin bil tu v studiu. Sicer ni bila tema fuzbala, ampak skrivalnice. Danes je mimo grede nova v Livarni. MLM-ju, tako. Ja, to so te priljubljene zabave z elektronsko glasbo v našem mestu, vedno na pač drugi lokaciji. Drugače pa treba je na tem mestu še enkrat več Ani, ki je tudi danes, oprosti, ravno sem Anjo gledal, ker je pri Pa šajbi jaz sem stala. rekla, Anja, se nisem niti razumela, da si mi rekel, kaj drugega. Saj, Nič ker hudega, ko te glej, hvalim, si lahko tudi Petra. Ja, tudi. En J razlike, mislim, za enega J-ja. Ob tem, ko je danes zavladala še enkrat več v skoraj nemogočem vprašanju, je naredila še večji dosežek, ko so razkrivali nove sodnike v šovu Slovenija ima talent. Je samo po obrisu pravilno napovedala, da bo to Alja, in pol smo morali Aljo poklicati in je Ani tudi čestitala. Kdo bo nova žirantka v šovu Slovenija ima talent? In kaj je rekla Ana, ko je videla, kako je bil samo silhueta? Ja, Pop TV je objavil na družbenih omrežjih silhueto. In- Jaz sem rekla takoj. Ana je pogledala in je rekla, Alja bo. Ja. Se ste rekla, da nehaj, pa kaj te ne. Pa ni to Alja, Alja bo. Alja, dobro jutro, ne moreš verjeti. Ana je pravilno napovedala, da boš ti. Ja, wow. Ja. Držite se je, ona ima dober instinkt. Tako. Ne? Ja. Smo se še Pač dalje toliko, če sta pogovarjali, ampak dvomila samo v mene, toliko. Če ja, slučajno, ne, ne. nikoli, ne upam, Ana, v niti tebe, ne. točno to. Ne, si hec. Nama je nama. življenje drago. Zelo, zelo. Pa Joj. drago, pa Berti tudi. Ja. Debatirali smo v tem tednu tudi o enem zanimivem roadtripu, ki smo ga imeli z direktorjem v torek v Koper in seveda še vedno na naših družbenih omrežjih lahko vidite ta zanimiv potopis. Vabljeni, da si ogledate. In Tine je imel eno res zanimivo in resnično, zato pa še toliko bolj bizarna zgodbo o sovi. Leta 97 je pač en živel v Devonu v Angliji in je na svojem vrtu slišal sovo. Preko sova, pa nazaj, pa nazaj, pa to hec. No, to je postala kar rutina, več mesecev je vsak večer huhal, pa ona njemu nazaj. Zapisoval si je celo, kakšne odgovore je dobival, probal raziskovati. No, čez nekaj mesecev žena gotovila, da je 100 metrov bek sosed isto.
dobro, Tu imaš ta zgodba. V tem tednu je cenjeni kolega Matej Regent tudi en mednarodni spor v bistvu po praktičnem hecu, ki smo mu ga mi z LP bi tukaj naredili na tem radiju. Sveda vse to lahko slišite v naših podcastih tega jutra v Audio Špajzi. No in pa, kar je pa sploh po mojem največji dosežek, da smo končno po desetletjih debat dali 3 alternativne konce filma Titanic in vi ste žrebali, sicer niste žrebali tega, ki ga bomo zdaj slišali, žrebali ste tistega, ko 2 pravi čas zavijeta, ampak vmes, kot 2 furmana. Pa šturmata, ne? Tako sta 2 furmana vedno parkirala konje po zimi pred gostilno, ne? In si izmenjala par kletvic sočnih, tako bližno je bilo. No, ampak vseeno se mi zdi, da škoda, da ni bil izžreban ta alternativni konec. 15. april 1912, zgodaj po noči, ko speči potniki sladko sanjajo, Titanic s polno paro reže valove temnega in hladnega nočnega morja. Ledena gora! Kak me zebe, pa tak te vam rad. Jaz te imam tudi, pa mene tudi pune zebe. Jack, kaj? Jaz imam poden. Jaz tudi. Kako se potem vlačiš po teh gnilih vratah? Pa bi dol stopili, pa bi bilo. Bi bil lep konec tega filma. Skrat, tudi te nepotrebne matičkove raziskave in vse to. No, ne bodi taki. Absolutno niso, so potrebne. Pač bolj naredko, samo vredo je tako. Vse to, kot sem dejal v podcastih tega jutra, v naši Audio Špajzi, ker je veliko dobrot in bombončkov, tako da če imate čas, vabljeni, ali pa seveda na vseh naših družbenih omrežjih in kjerkoli pa že zajemate svoje podcaste. Tako da je bil kar teden, ne? Je bil, ja. Pa se petek komaj začne. Še je odprto, še je odprto, še se lahko zgodi, kaj veš. Joj, naj prosim. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.